Napadalec ne more želeti nič lepšega od tega 1-0 s tvojim golom. Ja, res je. Prva priložnost, ki sem jo dobil za slovensko reprezentanco in jo tudi izkoristil. Lepe akcije, nasploh v tistem delu, ravno ko je padel zadetek, lepo je tekla žoga spredaj, veliko stvari tudi iz prve, kako si ti to videl? Pa imeli smo nekaj dobrih akcij, Američani so dobro igrali, ampak mi smo bili potrpežljivi in probali zabiti gol preko kontrnapada. Taka ekipa, ki se je izbrala takole z vseh vetrov, kako ti pravzaprav si doživel te celotne te priprave, mini pa pot sem, pa kakšno je vzdušje med fanti? Pa vzdušje je zelo dobro, vsi se razumemo, poznamo se med klubi, tako da to tudi kažemo na terenu in dobra zmaga. Koliko velika je to motivacija, kar se ti je zdaj zgodilo tukaj, oziroma kar si zaslužil tukaj za naprej, za delati naprej, za nekega dne biti del reprezentance, tudi ko bodo klicani vsi najboljši? Pa zelo velika motivacija, trdo delo se je splačalo do zdaj in to se je tudi videlo na igrišču. Predstava, kako si gledal na vse skupaj? Ja, moram reči, da je bila res dobra predstava. Mislim, da vsak posameznik je dal vse od sebe. Skupaj smo povezali to vse kot ekipa, kar ni enostavno bilo, glede na to, da smo z dostimi fanti igrali prvič skupaj. Pot je bila dolga, dosti stvari je bilo takih, ko bi lahko šlo na drugo stran, ampak svaka čast vsem za odrekanje in za dobro predstavo na koncu. Veliko pritiska proti tvojim vratom, tudi veliko lepih posredovanj? Pa ja, to je vse del mojega oziroma našega poklica. Oni so na koncu začeli pritiskati, nekako se je pričakovalo, da bo tako proti zadnjih 10-15 minut, tako da, evo, še enkrat, zato smo na golu, da nekaj posredujemo. Če citiram selektorja, če moram nekoga izpostaviti, absolutno smo dobili tretjega golmana tudi za naprej, ko bo reprezentanca v polni postavi. To je samo češnja na vrhu torte, ker take besede, mislim, da bi vsakmu fantu pomenile ogromno. Kako si pa videl ekipo pred sabo, sploh v prvem polčasu, neke zelo lepe mehanike, teka žoge, tranzicije? Pa moram reči, da se pravim, glih zaradi tega, ker se ne poznamo z vsemi, z nekaterimi sem igral že prej, sploh Zed zaletel, Karničnik so mi nekako bili domači, bom rekel, tako da neko tudi dobro kemijo držimo izven slačilnice, kar nam pol pomaga tudi na igrišču. Selektor, verjetno je marsikdo presenečen nad tole podobo te ekipe in na to predstavo. Vedno je dobro zmagati, lepo zmagati, predvsem, ker še Slovenija ni premagala Združenih držav. Prvi polčas dosti dobrih stvari, res dosti dobrih stvari, potem smo malo preveč padli, videlo se tudi na koncu, da so oni že nekaj časa skupaj, da so odigrali že več tekem, mi šele prvič, tako da z voljnim momentom in vsem tem sem zelo izredno zadovoljen. Malo manj pa tistih zadnjih 10, 15, 20 minut, ko smo tudi fizično padli, ampak igralci so šele na začetku priprav, to je bilo za pričakovati. Tisto obdobje, v katerem je padel gol, v katerem je bilo nekaj še podobnih akcij, kjer je šla žoga praktično iz prve, zelo hitro ste uspeli doseči te mehanizme pri fantih, ki so skupaj nekaj dni. Ja, se pravim, prvi polčas ta tranzicija je bila izredna, mislim, zelo dobro so odigrali. Na koncu tudi gol smo dali iz tistega, kar smo poskušali in pač nekje predstaviti v teh 4-5 treningih. Malo več mirnosti, malo je bilo tudi nervoze, vse to je normalno, preveč debitantov, ampak mislim, da je ena tekma, ki meni vsaj, oziroma mogoče še komu, govori to, da so takšne tekme prepotrebne, da so te akcije tudi za mlajše igralce, za tiste igralce, ki mogoče niso v uradnih terminih, potrebne in jaz bi s tole prakso absolutno nadaljeval. Enkrat, dvakrat na leto je prav, da se tudi ti fantje zberejo, da dobijo priložnosti oziroma da ustvarimo nek bazen, iz katerega lahko črpamo, ko pride do težav.